Prvi trije so fantje, pol je hčerka, Ema, edina, pa še en fant. Ja, tako da prva intenzivnost se je ob fantih razvijala, ne prva bi rekla, ideja, kako razvijati materinstvo, pa sploh starševstvo, no. Zelo se mi zdi dragocen, to pa tudi pri mojih starših vidim in pri moji stari mami, pri obeh mojih starih mamah, to je res naložba biti z vnuki tudi globoko povezan. Jaz mojo službo že, ali pa poklic bi rekla tako, vedno napolnjuje, vedno ga doživljam kot hobi. Spoštovane gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v novi epizodi oddaje Reflektor. Danes gostimo posebno gostjo, mnogi od vas jo že dobro poznate. Tu je gospa Andreja Poljanec, psihologinja, družinska terapevtka, avtorica, predavateljica, velika strokovnjakinja svojega področja. Ampak ker je mesec marec, mesec žensk, smo se odločili, da jo povabimo v goste, da z njo poklepetamo še v kakšnem drugem vidiku, o kakšni drugi njeni vlogi, ki jih ni malo v njenem življenju. Andreja, dobrodošli, hvala, da ste prišli v našo oddajo. Ja, hvala, z veseljem. Kot sem že omenila, tukaj je mesec marec, praznujemo Marino znamenje, materinski dan, dan žena, tudi dan očetov konec koncev, Jožefovo. Ali vi tudi kaj praznujete marca? Ja, marec je kar tak poln mesec, res. Ja, materinski dan je prav za naju z možem vedno bil en res poseben dan. Ne vem, ob toliko otrocih se ti zdi, da je to najpomembnejši dan. Seveda to ne pomeni, da je velika noč manj pomembna, ampak tako kot en tak, jaz bi skoraj rekla osebni praznik, no. Tako da mi je bilo vedno zelo lepo, ker je tudi mož tega se tako na nek način, čist na en svoj način zavedal in vedno kakšno finto naredil za ta dan ali pa me s čim presenetil. Tako da se mi zdi nekaj lepega, no res, pri 5 otrocih je to velik praznik. Da so vas s tem lepo počastila. Ja, res pa je, da smo materinski dan veliko bolj praznovali kot Jožefovga, no to je zdaj malo tudi res mogoče sodobni družbeni vidik tudi tega, da se promovira očetovstvo kot nekaj bogatega, kar sva midva sicer vedno polno živela in mož je res predan oče in aktiven in močno vpet. Ampak kot praznik smo pa malo bolj bili mačehovski, no. Ste bolj vi prišli na vrsto, kakor mož, ja. Se pa malo spreminja, no, z leti. Uravnotežujete. Za silo. Bo večje ravnotežje. Vi ste tudi odraščali v veliki družini, a ne, Andreja? Ja. Koliko imate bratov, sester, kakšno je bilo vaše otroštvo? Ja, nas je pa 6 otrok, no, jaz sem ta druga rojena, samo 1 leto za mojo ta prvo sestrico Marijo, pa potem takoj za mano, leto pa pol je Janez rojen, tudi terapevt. Pol se je majčkeno razredčila, no, intenzivnost rojevanja, tako da imamo pa pol eno sestrico mlajšo od mene 15 let, tako je bila zelo mlajša, ker je bila tudi od predzadnje, ne, torej Marte, ta 5. rojene, 8 let mlajša, tako da tisti je pol naredil eno tako, ne vem, svežino, nekaj čist novega je prinesel v družinsko dinamiko. Jaz se spomnim sebe, pa tudi ne vem točno čisto vseh, ampak sebe se spomnim, da sem neverjetno se veselila neže in smo tudi otroci sami ime zbirali, tako da jaz sem jo pol okoli vlačila, počutila sem se kot mamico in ko sem jo še v tistem kengurujčku nosila, ko sem bila stala 15 pa pol 16 let, v prvem letniku sem bila srednje šole, sem kar se važila, da drugi mislijo, da sem mamica. Tako sem bila nekako zagnana. Sicer smo pa mi kot otroci v bistvu bolj brez neže odraščali, tako da če bi rekli otroštvo, mi smo živeli tlele v ljubljanskem naselju, oba starša sta s centra Ljubljane doma, tako da smo imeli tudi stare starše vse v Ljubljani. Pa tako blokovsko življenje, bi rekla, veliko otrok je bilo takrat rojenih, ne, še v mojem obdobju, in mi smo veliko popoldnevov pa počitnic preživljali kar od spod, smo imeli eno tako travco, pod blokom pa igrišče in smo si dol dekco nosili, pa punčke. Eno poletje se spomnim, da sem imela celo zajčka tule od enih prijateljev, ki so jih v centru imeli. Ta pravega zajčka, belega. Pa smo imeli mucke zmer, pa tudi mladičke so nam starši dovolili, da smo tako, da je
enkrat, dvakrat mucka skotila, pa smo da sterilizirali, da nismo zdaj glih dvakrat na leto, no. Tako da, ne vem, takrat je bilo otroštvo nekaj zelo pestrega, bogatega, polni bloki so bili otrok. Pa smo pa mi vsi hodili zelo zgodaj že v glasbeno, pa zelo zgodaj na pevske zbore, že predšolsko. To je bilo v naši družini tako poudarjeno, no, ta glasbeni ljubezen do razvoj. glasbe. Ja, res To je močno. v celi družini, a ne? Ja, in se je tudi res zdaj še v mlade generacije, bi rekla, prelil ali pa še celo razcvetel, lahko rečem celo še razcvetel. Pa so pa skavti prišli v Ljubljano, ko sem bila jaz tako nekako, ko je malo dozorel v skavtizmu, sem bila jaz, mislim, da 7 razred ali 8, no. Tako pa smo bili vsi še pri skavtih. Se je pa tako v teh obdobjih nekako menjalo, no. Jaz sem v enem obdobju bila zelo z Janezom povezana, sva imela zelo enih podobnih, ne vem, fintic za razmišljanje. V kakšnem obdobju pol s kom drugim, malo bolj, ne vem, veliko nas je bilo in tisto, kar je bilo meni všeč, je bilo, da mi nikoli ni bilo dolgčas. Jaz sem zelo živ otrok. In to se spomnim, da mi ni bilo tako dolgčas, da si zmeraj imel s kom kaj. Interakcijo. Ja, zmeraj si imel interakcijo in meni je to bilo zelo všeč, no. Pa najbrž vse sorte, od prijetne do tega, da se malo pobockaš tudi med seboj, a ne? Tudi smo se, čeprav jaz se ne spomnim, da bi se tako prav veliko, izgleda, da sta starša vseeno nas pol nekako uspela hitro narazen dati. Nismo se veliko kregali, da bi tako rekla. Res je pa tudi, da takrat se kreg ni dovolil. Tako da se je pol hitro koga ali kakšno sobo poslali ali kaj takega. Ampak v grobem smo bili prijatelji, v grobem smo se radi imeli. Starša sta zelo veliko dala na to, da smo povezani in sta se tudi skozi okoli tega nekaj trudila. To je mogoče tudi ena taka zelo pomembna zadeva, ki jaz pri sebi čutim zelo globoko hvaležnost in smo jo mi tudi, zdaj, ko smo tudi vsi poročeni, pa večinoma imamo svoje družine, no, razen Neža še nima družine, je ta povezanost tako očitna in dragocena, da neverjetno hvaležnost čutimo, tako da to jima je res ratalo, no. Ja. Pa tudi če kaj drugega verjetno. No, sigurno, ampak ja. prav ta povezanost, vidim, da je nekako edinstvena, no. In ta ljubezen do glasbe je že od staršev izhajala, sta že ona dva bila glasbena? Ja, mi smo se velikokrat malo skoraj norčevali iz tega, ker ona dva sta bila toliko ponosna na to, da sta se na koru spoznala. Bila sta pa potem tudi predavatelj oziroma pričevanski par pri pripravah na zakon teh katoliških in zmeraj sta imela prav en tak stavek, spoznala sva se na koru in mi smo se kar malo hecali iz tega, ampak v resnici ona dva sta bila zaljubljena v cerkveno petje, torej v smislu ne tako kot glasbo na splošno, ampak prav to, da poješ Bogu v slavo. In ona dva sta bila pol v stolnem zboru, a ne, po moje 30 let, že prej pri Cilki, pa kle teli ljubljanski zbori, ki so bili študentski, pa tako. Vem, da mama je pripovedovala, da so toliko so radi prepevali, da so tudi kitaro vlačili na Triglav pa posod, ker je to malo še kar težko, a ne, poleg ruzakov. Potem so prepevali, ne vem, po bolnici, ker moja mama je višja medicinska sestra, pa ene te njene prijateljice so bile potem zdravnice, pa in so zmeraj, vse je šlo nekako v smeri glasbe. In je v resnici glasba imela veliko globji pa širši pomen kot glasba v smislu neke klasične glasbe ali pa glasba, ki te pomirja, ali pa glasba, ki te poživlja, ali pa plesna glasba, ali pa kaj takega. Tukaj je bila prav tako v bistvu povezava glasbe z druženjem, razveseljevanjem, slavljenjem, zelo zanimiv, pa na preprost način. Ja. In potem ste otroci hodili v glasbeno šolo, verjetno? Ja, že predšolski pevski zbor, tlele na RTV Slovenija. Ja, vsak je igral najmanj en inštrument, v glasbeni ponavadi enega, ne glede na to, a si ga vadil ali ne, si hodil v glasbeno. Vemo, koliko vadimo, ne? Ja, pri nas smo zelo različen vadili. Ja. Jaz nisem bila v tisti kategoriji, ki bi vadila veliko, ampak kljub temu sem 11 let hodila na klavir, tako da nekaj mi je to že dalo, čeprav nisem... Še kdaj zaigrate? Še znate? Ne bi prav veliko več znala. Sem si kupila zdaj nov klavir, češ da me bo to spodbudilo. Ne vem, malo mi je žal, no. Zdaj me otroci toliko prekašajo, da pol
z veliko večjim veseljem njih poslušam, kakor da bi se sama lotila vadenja. Malo se tolažim, da nimam prav veliko časa. Ni enostaven začeti, vidim. Zato, ker bi morala začeti z ponavljanjem tehnike, lestvic, protipostopov in kaj takega. In mi majčkeno smrdi, izgleda. Imam pa željo, dolga leta sem potem še igrala. Tako da, ko so otroci odraščali, sem zelo veliko preigrala še z njimi, pa prepevala zraven ali pa neke Chopine sem si uspela zapomniti. Trenutno me bom morala še malo ena pridnost zagrabiti, da bom kaj skozi spravila. In ste rekli, da je ljubezen do glasbe se na celotno družino razširila in tudi Ja. zdaj še na mlajše generacije. Ja, Torej, kaj so vsi neverjeten, glasbeniki prav pri vas? požarno. A res? Ja, čisto vsi. Vsi. Vseh mojih 5 otrok se profesionalno ukvarja z glasbo, poleg tega pa mnogi nečaki, tudi 2 sestri sta akademski glasbenici, en od bratov se profesionalno ukvarja z glasbo, čeprav ni šel študirati glasbe, ampak se preživlja z glasbo. Odlično. Jaz sem poročena z glasbenikom. No, evo, to pa res. Tako da je neverjeten, je, no. Res Zelo prav lepo. posrečen. Družinska taka tradicija in ena taka glavna Ja. stvar, okrog katere se vse vrti. Ja, mogoče sam tako za občutek. Smo bili pa mi, družina Sečnik, a ne, prav družina poje, tako da smo 101 nastop naredili, tak javni, pa CD posneli. Tako da v resnici smo mi zelo s tem živeli, no. Tako da smo pol šli tudi, kaj pa sem v tujino, pa gledali kaj za mejcem, pa na kakšne festivale, pa meni je to bilo kar všeč, ni bilo pa vsem toliko všeč. Meni je pa to, da je nekaj se dogajalo, vedno pasalo v življenju, no. Nove izkušnje. Ja, nova tako mi je bilo doživetja. kar posrečen, no. Torej, poleg glasbe ste pa zelo tudi z vero povezana družina, a ne? To je Ja, verjetno ja. pri vas tudi vedno zelo pomembna Ja, stvar. Ja? Ja, starša sta globoko verna, to sigurno lahko rečem. Ena taka izkušnja, recimo, kjer sem tudi jaz tako začutila pol, mogoče kakšen let kasneje, saj takrat niti ne vem, če sta nam to pravila, je bilo, da nam je stanovanje v bloku čisto premajhno ratalo, ko smo bili pol tako malo najstniki, pa eni še malo mlajši. In enostavno ni bilo denarja kar zakupiti neko hišo, ven iz Ljubljane pa sigurno tudi nismo hoteli, a ne, ker tule imaš pol tako mrežo, pa tudi stare starše sta onadva imela v Ljubljani, ki so tudi pomagali po svojih močeh, tako da ven nekako noben ni hotel. In potem je moj oče kupil eno loterijsko tisto kartico, no, in je zadel ogromno denarja, saj niti ne vem koliko. Ampak mi smo si prav s tistim pol pomagali, ampak to je bilo prav iz ene globoke vere, iz stiske, Ja. ampak iz enega zaupanja, da lahko se ti naredi pa kar en čudež, ne. Čist taka ubrisana ideja, bi rekla, ne. Ne, verna sta bila pa res globoko verna, ni bilo samo tradicionalno. Tako da mi smo nekako tudi, seveda, hodili na različne duhovne vaje, pa pri skavtih pol, kjer je malo bolj en tak naraven način, tudi v gore smo hodili, kjer smo povsod nekako v bistvu doživljali to lepoto Božjega, a ne, ali tako. No, ja, sigurno, s Ste tem sta nam mogoče še veliko za dala. kakšno stvar staršem tako hvaležni? Ste že izpostavili to povezanost med vami, med brati in sestrami, da je bilo lepo vzdušje v družini. Torej se verjetno radi spominjate svojega otroštva z neko naklonjenostjo. V veliki meri, ja, v veliki meri, sigurno. Tisto, kar mi je zdaj pri njiju dveh očeh všeč, pri njiju dveh, je, da se zelo trudita razvijati. To ne pomeni, da ima zmeraj rad ali pa da mi ne bi hoteli, da bi bila še boljša. To imata zahtevne otroke, kar se tega tiče. In to se mi zdi tudi v redu, a ne, da imaš občutek, da si kot otrok vseeno v nekem smislu lahko zahteven, da lahko nekaj pričakuješ od staršev, da ne da kar obupaš v smislu zarukanca, nič ne bo iz njiju dveh. Zdaj mogoče ju že malo na mir pustimo, ker sta le že stara, a ne, in pol tudi moraš malo enega sočutja razviti, da ne pretiravaš s tem, kaj še morata narediti iz sebe. Ampak meni je lepo, res iskreno lepo in tudi hvaležna sem za to, da sta, ko sta postala stara starša, torej to sva midva z možem imela možnost Sta bila ta prva, narediti, sva bila zato ta prva. Ja.
da sta torej, jaz sem imela tule tudi najtrši oreh, a ne, zato ker vzgoja, ki sva jo želela z možem potem na nek način razvijati, pa ob otrocih verjeti vanjo, a ne, nikakor ni bila skladna vsem s to neko staro vzgojo prejšnjih generacij, kar ni nič čudenega. Tako da meni je bilo prva leta v resnici težko in je bilo treba zelo pri sebi razviti eno tako suverenost, nek svoj prav, ki je bil drugačen od tega, kar sta starša živela in mislila in nekako verjela. Tako da tista leta so bila v tem smislu zame osebno tudi zahtevna. In vem, da smo parkrat pol nekaj na to temo rekli, a ne. Tako, recimo čisto konkretno šeškanje otrok ali pa kaznovanje otrok ali pa kaj takega. Ampak potem vidim, da sta onadva, ko je bilo pa vedno več tudi vnukov, pa tudi onadva sta se pol v nekem smislu postopoma lahko malo umirila, ko so tudi mlajši moji sorojenci zrastli pa tako in sta, ne vem, začela resno o tem premišljevati in sta v resnici spremenila način obravnave svojih vnukov. Torej je ukvarjanje z vnuki lepše, bolj milo, a ne, z manj ene ihte ali pa zahtevnosti, z manj pravili in je bolj ljubeče in bolj nekako stavljeno na odnos. Tako da to je nekaj lepega, da lahko to vidiš. To pripravljeno z njune strani, a ne? Ja. Krasno. Torej, vidva imata tudi z možem, sta se odločila za kar veliko družino. A sta si to že vnaprej želela, recimo že, ko sta se spoznala? Ja, jaz sem imela tukaj eno zelo zanimivo idejo, čisto tako mladostniško. Malo je bila navihana. Mama mi je dala enkrat za prebrati knjigo Na ducat ceneje. To je ena knjiga, kjer en oče opisuje, ker je imel 12 otrok, kako so izgledali dnevi v njihovi družini. In meni se zdi, da se je meni ne toliko kot samo vsebina knjige, ki sicer je bila malo hudomušno tudi napisana, pa sem jo že malo pozabila, ampak prav tudi to, da je ducat en tak posrečen izraz in da je to velik in da je ena taka, a ne, en posrečen paket, ne, tako malo edinstven, se mi je zdel neverjeten posrečen in duhovit in jaz sem potem imela kar en tak simbol, tako 2 velika srčka ob straneh in vmes 12 srčkov. In to sem jaz zarisovala, po moje 2-3 leta sem se kar podpisovala, to je bil kot moj en podpis teh 14 srčkov. Tako da to so vsi vedeli pri skavtih, to je bilo veliko heca na to, kako bom jaz imela 12 otrok, ne. No, in pol je bilo posrečen, da jaz sem tudi pol ob teh različnih zaljubljenostih ali pa kaj, to je bila zmeraj kar ena fora, no. Preizkus fanta, mogoče, kako se odzove na to številko? Saj ne čisto zavedni, kar nek štos. No, ampak posrečen je bilo, da zdaj, torej mojemu možu, ne, Andražu, se je to tudi zdelo pa blazno za zaljubiti, ne. Torej je bila nekako njemu to tudi posrečena ideja. Jo je tako vzel za luškan, a ne, kot še za dodatno stvar, da se zaljubiš. Tako da ja, ideja je bila močna. Jaz imam občutek, da jaz sploh ne vem, kako bi se soočala recimo z neplodnostjo. Jaz rajši ne pomislim, ne vem. Jaz to sploh nisem predvidela, da bi bilo možno. In vem, da pol, ko sva se pripravljala na poroko, pa ko je bilo pa že pol govora, ali pa tako, a ne, o otrocih, vem, da me je kar začel na trenutke en tak, kot malo en tak strah spremljati, da jaz toliko samodejno doživljam, kar načrtujem, ne, pa itak sem bila drugače mlada, jaz sem se poročila pri 22, a ne, tako da imam pravico, da sem z mladostniškimi možgani, ne prav zrelimi razmišljala, pa te afne guncala. Ampak vem, se prav spomnim in sva pol začela močno moliti prav za namen, da bi lahko res imela veliko družino, no, in Bogu hvala, ja. Se je uresničilo, Ja. se je uresničilo. Zelo z lahkoto bi rekla celo, no. Imate 4 sinove, ne? Ja. Eno hčerko. Ste z vsemi, kako je bilo recimo vzgajanje, tako bom rekla? Fantje so svoj svet, deklice tudi, a ne? Ja, zdaj prvi 3 so fantje,
pol je hčerka Ema, edina, pa še en fant. Ja, tako da prva intenzivnost se je ob fantih razvijala, ne prva bi rekla, ideja, kako razvijati materinstvo, pa sploh starševstvo, no. Ja, kar veliki izzivi so bili, no, tako kot sem že prej majčkeno namignila. Pa niti ne vem, a bi bili najbrž bi bili drugačni, če bi imela obrnjen. Moj brat ima pa obrnjen, Janez. Ima pa 4 dekleta pa enega fanta, tako prav zanimiv. Zagotovo je drugače, ampak meni je pasalo imeti fante. Na začetku zelo, ne vem, v bistvu mi je bilo dosti vseeno, ampak mi je bila pa fora imeti fante. Veliko se je dalo z njimi početi, veliko ene aktivnosti je bilo, hecanja, tako da to mi je zelo ustrezalo, obema z možem, no. Ste tudi sami energični, mogoče ste jim bili zelo lahko mi je kos, a ne, nekako. verjetno. Ja, pa zelo. mladi, a ne, in je šlo. Aha. Zelo mi je bilo luštno, ja. Potem je pa prišla Ema, je bilo pa to tudi spet verjetno nekaj Ja. čisto posebnega. Ob Emi je drugače meni bilo zelo poseben, ker je tudi ona drug torej tip, tako če bi rekel nevrološko ali pa osebnostno, ne, en čisto drug en karakter je, in čisto mogoče najbolj po hitrosti življenja. In ja, mi je bilo ob njej pol zelo en tak drugačen občutek, prav ene take mogoče večje nežnosti, večjega oživljanja, manj je bilo tega, jaz sem morala se pri enih stvareh pri njej veliko bolj umiriti, kakor se mi je zdelo, da bi se bilo treba pri fantih, no, tako. Zanimivo celo, to sem pa zdaj prvič mogoče pomislila, celo pri nosečnosti sem pri njej morala 2 meseca na koncu zelo počivati, tako, ne ravno čisto strogo ležati, ampak več ali manj ležati. Tako da zanimivo, ke da bi mogoče že imela eno pripravo, ampak veliko bolj umirjeno sem se morala lotiti. Celo je pol imela celo ene zdravstvene težave, skozi me je k nekemu, jaz bi rekla, bremzanju vodila in tudi potem je bila taka nežna deklica, občutljiva, v tem smislu čustveno občutljiva. Vem, da enega obdobja se prav spomnim, ne vem, koliko je bila stara, mogoče kakšne 9 ali pa 10, tako vem, da je bila že šolska in jaz bi se čisto drugače lotila šole, tako pa si frej, ne, tako. Ona pa malo počasi, pa niti ne za nekaj blazno zagnan, pa tako. In vem, da mi je enkrat prav kliknilo, da sem se počutila pol na trenutke ob njej, kot pregrobo, ampak ne zdaj, da sem bila groba, tako, ampak kot prezahtevno in tisto mi je prav en tak obdobje bil, ke vem, da mi je prav pomagal, da sem jo lahko čisto drugače začela doživljati. Saj najbrž so še kakšni drugi podobni vmes momenti, ampak pri vsakem otroku je v različnih obdobjih, a ne, se tako zasičilo, da prav vidiš, da moraš kot starš nekaj drastično spremeniti, no, tako. Saj pri fantih je bilo pa kaj drugega, ampak zdaj tako. In recimo to, da ste terapevtka, psihologinja, se vam zdi, da vam je bilo pri vzgoju pomoč ali v breme, ali mislim, a je to verjetno, a ne, ker po eni strani človek ogromno ve o nekih stvareh, po drugi strani si v praksi soočen z eno konkretno situacijo, kjer mogoče ne odreagiraš tako, kot bi si želel ali pa kot bi mislil, da bi bilo treba, a ne. Kako je to recimo pri vas bilo? Jaz bi rekla, da mi je to, da me odnosi zanimajo tudi strokovno, celo družinska terapija, pa malo ta nevroznanost, pa tudi bi rekla tako psihologija, čisto kot človek, pa a ne, recimo neki tudi kognitivni razvoj ali pa čustva ali pa tako, da mi je to zelo pomagalo. Jaz sem zmeraj doživljala, da mi je to pomagalo. Pa bi tudi mož se zagotovo strinjal, zato ker jaz sem potem z enim takim entuziazmom to raziskovala, pa brala, pa tudi, a ne, ne vem, z zanimanjem sledila, ob enem pa pol vseeno ob svojih otrocih uspela, ne, pa skupaj z možem, tukaj bi res rada tudi poudarila, da midva sva tule, hvala Bogu, in res sva se ujela v tem, da hočeva nekaj dragocenega razvijati, pa zmeraj malo na novo skupaj premisliti, kako se lotiti ali pa kaj nekje spremeniti ali pa na kakšen način nekaj zahtevati oziroma nekaj doseči ali pa nikakor nisem bila v tem sama, ker tega drugače ne bi zmogla na en tak
vseeno poglobljen, pa nežen, lep način, a ne pa vztrajna biti, pa tako. Tako da to je zelo en pomemben vidik, no, ali pa tak poudarek. In meni je stroka tule ogromno dala. Hkrati pa pol sem tudi jaz v bistvu tam tako razvijala, tako da je res lepo vzajemno to se razvijalo, no. Da so to potem tudi izkušnje Ja. verjetno iz vaše družine Ja, vplivale na to, ja. kako ste potem lahko tudi v strokovnem delu Ja, naprej, a ne, zagotovo, stvari razumeli in zagotovo. peljali, ja. Siguren pa tudi bi rekla, včasih pol težji, ker si na nek način strog, natančen, hitreje mogoče tudi za kaj vznemirjen, po drugi strani pa si se tudi pol hitreje pomiril, ker si ali kaj prebral, pa si malo vedel, katerega avtorja hoče zasledovati. Zdi se mi, da zelo pogosto starše bega tudi to, katerega od strokovnjakov poslušati, komu slediti. A ne, v začetnem obdobju, ko si na nek način malo tak neboglen, zgubljen, sploh ne veš točno, kako bi se lotil, se mi zdi, da je toliko teh enih paradigem, bi rekla, vzgajanja, prav ne veš točno, ne vem, a bi bolj enega poslušal ali bolj drugega, ki so pa zelo različni. In se mi zdi, da tukaj prav to, da sva z možem uspela, že preden sem šla jaz študirati to družinsko terapijo, a ne, sva nekako uspela pogruntati, da morava kar zelo začeti sebe poslušati. Zanimivo, da sva imela nekako to moč ali tudi milost, ne vem. To se je zgodilo že prej, a ne, ta, v bistvu bi rekla, preobrat, da ne upoštevaš nekih medgeneracijskih pravil ali pa nekih prepričanj, zakonitosti, ampak sva midva že ob prvem otroku, torej pri Luku že od začetka, no, že pri dojenju, pri uspavanju, pa potem pri postavljanju mej, morala vsakič pri teh nekih mejnikih zgruntati način, ki ni bil skladen s tistim, kar so najini starši živeli ali pa prejšnja generacija. Zanimivo. Nekako sva imela eno to, kako bi temu rekla, ne vem, ali eno malo tudi glih zdravo uporništvo oba v sebi, da ne boš kar za brez veze v Bogu. To sem jaz bila zelo močna. Mi se tudi starši me sicer doživljajo kot pridno, kot nekako tako prijetno za odnose. Nisem bila upornica, da bi zdaj, ne vem, kar nekaj Težila. treskala ali Ja. težila ali Ja. zahtevna, v tem smislu nisem bila ali pa konfliktna. Ampak jaz sem pa sebe doživljala kot upornico, da nisem naredila nečesa, če nečesa nisem hotela. Sploh pol kot najstnica ali pa mladostnica, tudi vidim tako pol, ko za nazaj malo razmišljaš, saj takrat niti ne veš, takrat samo enostavno ne ubogaš, a ne. Se mi je zdelo to najbolj trapast v življenju ubogati na besedo. To ne vem, ampak to sem jaz kar tako čutila, to nisem, ne vem, jaz bi temu rekla, da je to milost zame. Zato, ker brez te ene moči, ker to tudi rabiš eno energičnost. A ne, če si ti z manj energije nekako opremljen, ne moreš tvegati, da se boš skozi pol nekaj tako malo zase postavljal, boril. No, mož je imel pa tega tudi čez glavo. Tako, mogoče še skoraj bolj suveren. Bil je tudi malo starejši od mene, tako da v tem smislu je kakšno stvar lahko še malo bolj tako potegnil, ker je tako, če pomislimo, a ne, da ko sva hodila, sem bila jaz precej mlajša, ne. Mislim, precej 4 leta, no, da bojo poslušalci vedeli. Ampak po šolanju pa celo 5 let. Tako, če si predstavljamo, da ko si kot mladostnik dolg časa še nekako odvisen od družine pa vzdušja, pa kar moraš na nek način vseeno ubogati, a ne, do neke mere spoštovati neka družinska pravila, jih je njemu bilo manj treba, ker je bil toliko starejši. V tem smislu sem mislila. To je bilo tako, na nek način vseeno ena zanimiva kombinacija. A ne, če bi midva se oba spoznala pri 18, v smislu v šoli, a ne, se mi zdi, da je druga logika dinamike, a ne, kakor tako, da sem v njem najdla vedno enega takega podpornika, in tudi je bil v tem smislu že malo pred mano, no, tako, čisto v tem.
Pa dobivate recimo zdaj od otrok, ki so že, zdaj so že ali so starejši najstniki, ali so že čez 20, a ne proti 30 nekateri, a dobivate od njih recimo že kakšen tak feedback, da se kaj tako povejo, recimo kaj jim je bilo všeč, ko so bili majhni ali pa na vajni vzgoji? Ja, dobivam veliko. Dobivate kritike ali so pozitivni feedbacki? Mene iskreno preseneti in nama obema z možem zelo veliko ene take hvaležnosti vliva, da so bolj zadovoljni, kakor bi bila midva stroga do sebe. Tako da, Bogu hvala. Tako da vidim, da nekako je uspela ta predanost in stava na odnose, ne pa na pravila. A ne? Tako da, ker ne vem, jaz sem kar kritična do sebe, mož me mora kle bolj miriti. In seveda, veliko stvari imaš v glavu, ki se ti zdi, da si krivico naredil, ali pa bi si pol, ki si pameten, pa zrelejši, drugače naredil. Sam takrat enostavno res ne moreš, ker si ti pri 23 mlada mamica, pa pol tudi pri 30 že, ne vem, mama s 4 otrokom. To je čisto ena druga zrelost, brez izkušenj, mlajšimi možgani, bi čisto rekla, a ne, tudi v enem drugem končnem družbenem obdobju, a ne. Tako, če pomisliva, v Sloveniji je bil šele sprejet zakon, ki prepoveduje nasilje v družini leta 2008. Jaz sem do takrat rodila že 4 otroke, a ne. Torej se skozi boriš za nekaj, kar še ni družbeno Sprejeto, sprejeto, ali pa, a ne, tako. utrjeno. Tako čisto ena druga dinamika, notranja. Notranja dinamika je čisto druga, kakor če zdaj o tej zadevi premišljuješ ali pa jo hočeš, a ne. Tako da, ja, se pa velikokrat zdaj spominjamo, sploh ob kakšnem pregledovanju albumov ali pa ob kakšnih praznikih ali pa kdaj kaj tako skupaj. Otroci neverjetno radi spominjajo vragolij iz otroštva. To se zdi meni blazno posrečen. Kar obujajo spomine, pa se pol hihitajo, pa in pol imajo določene anekdote v glavi, ko sva midva butast reagirala, ne, mislim. Ampak oni so pa kar nekako za dobro vzeli, niso vzeli kot travmatičen ali pa, ker tudi pa nikoli nisva bila res groba. Lovila sva se, a ne, občasno med tem, a ne, ker midva sva oba bila za določene stvari kaznovana, če jih nisva naredila pravilno v svojih družinah, midva sva pa torej obupala in nisva verjela v kazen, ampak v odnos, a ne, pri vzgoji. In pol vseeno se včasih tako loviš, pa nekje med kao ne kaznijo. Ampak da bo vse nek poduk, ne? Kao neka posledica, ne. Ja. In na to temo imamo včasih take luštne spomine. Ne vem, enkrat sta mende otroka jogi je dala na tla s postelj svojih in zvečer še prav skakala po tistem, pri tem, da je ta prvi kar močen astmatik in najina večna skrb je bila brez zavez živeti, brez tepihov, vse blazine in kovtrčke imeti v tistih antipršicah in vse posesan in skratka, in sploh, da ne bo pršic in dva pol skače, a ne, tako v tem smislu. In je nemogoče, da ne bi bil vznemirjen, ko to vidiš. Nemogoče. No, in pol, ne vem, a sva rekla, saj sploh ne vem točno, kva sva rekla, a kot da, saj sploh ne vem, ne spomnim se zdaj, ampak kot da sva na neko kazen napeljala in pol sva se sama sebi zmeraj zdela butasta. No, to so taki štosi. Zabavno, ja. Zabavno. No, ampak sadovi recimo vajine družine se kažejo tudi v vnukih. Vi ste že babica. Ja. Kdo bi si mislil, ne, ker ste tako lepi in mladostni. Torej, kakšno je pa to? Je pa zdaj čisto nova spet vloga. To kluška, mislim, to je pa neverjeten, to je toliko nežen in blagodejen občutek. To skoraj ne znamo besediti, res. Da se ti to zgodi, to je res tako milostno, čudežno in toliko nežen, ki pa znata najc pa Hana, žena, delati z otroki, vidim tako v tem obdobju, v tej generaciji, ko vemo, da je to nekaj dragocenega, da otroka v bistvu crklaš, privijaš k sebi, ne računaš na ure dojenja in se ne sekiraš okoli dvigovanja iz posteljice.
To je, ne vem, nebežk, no. Nebežk za opazovati, tako da res Bogu hvala, no, Ta da je prav tole šlo. blagoslovljena že Ja, tudi. neverjeten, In to mislim, tudi že čisto. kar zgodaj, a ne, tako da lahko Ja. še v vrhuncu, a ne, moči že uživate v tem, da imate vnučke. Ja. Je sicer to zdaj spet zelo specifično, a ne, ker midva sva čisto polno zaposlena in z družino in s službo še. Tako da v tem smislu neka taka klasična pomoč, ki bi si jo mogoče iz prejšnjih generacij, nas je recimo čuvala stara mama, ne. Zdaj jaz ne bom mogla kar prav veliko pomagati, tako bi rekla čisto konkretno. Velikokrat je tule, jaz tako doživljam, bolj ta čustvena podpora, pa ena taka globlja povezanost, da se pa pogovorimo o kakšnih stvareh, ki se pa prej nismo znali v naših časih. Čisto drugače je, no, skoraj je težko primerjati. Sva se pa že prijavila za varstvo, če bo potrebno drugo leto, ne, pol, ke je konec porodniške, sem pa jaz zelo zagnana, da si recimo službo prilagodim, pa da tako zelo se mi zdi dragocen, to pa tudi pri mojih starših vidim in pri moji stari pri obeh mojih starih mamah, da, a ne, to je res naložba, biti z vnuki tudi globoko povezan. To je res naložba in moji starši, in, moja, torej po moževi strani tašča in tast, sploh tašča je zelo veliko, tudi preživela časa z vnuki. To je nekaj tako dragocenega in lepega, da je, prav tako, mislim, prav res žalosten, krivično, če to ne more biti, bi rekla, zase, jaz tako doživljam. Verjamem, da se včasih ne da in so, ne vem, velike razdalje tudi ali pa kaj takega, ampak če je to le možno, je pa to ena taka naložba za življenje. Ta medgeneracijska povezanost je čisto edinstvena, ki je starši ne moremo dati. In pol pripovedovanje teh zgodb, ne vem, predajanje tudi mogoče nekih medgeneracijskih spretnosti, kakšnih receptov, ročnih del. Moja mama, ki niti slučajno ni zelo spretna v ročnih delih, se pa zelo trudi, ima šolo ročnih del za vnuke. No, evo. Ne, in jih je ogromno naučila. Ampak tako, ona ni človek, ki bi to bil njen glaven hobi, tako, ona je veliko rajši se z ljudmi ukvarjala, z otroki, z glasbo, tako hočem reči, ne da jo bom zdaj tule nekaj sramotila, ampak, zna pa vesti, zna plesti, zna kvačkati in ima v bistvu prek tega en tak dragocen stik z vnuki, ker jih načrtno vabita v svoj brlog, oče peče palačinke, ona se tam z njimi ukvarja. Recimo, tašča, babi Mili, jih pa prek glasbe, ker je tudi ona glasbenica, a ne, je pa druge stvari z njimi počela, obožuje tudi umetnost, branje, je pa po drugi, strani taka Dragocena. zagledana, a ne, umetnost in dragocena. Tako da to res spodbujam, no, te medgeneracijske povezanosti so Bogatijo ene in zlata druge, a vredne. ne, Ja, gotovo. bogastvo za ene in druge, tako, ja. 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 Vi ste torej zelo daleč stran od tega stereotipa babice, ki v gugalniku s sivimi lasmi, a ne, Kar daleč. čez 80 se guga in plete, a ne. Ja, ja. Se vam zdi, da v bistvu današnje ženske začenjamo čisto en drug, bi rekla, drugo logiko tega, Ja. kakšne pa smo kot Ja. babice, koliko smo pa stare, kako smo pa takrat Ja. videti, koliko imamo pa takrat energije. Ja. Je to neka Ja, noga, a ne? jaz prav mislim tukaj, ja, jaz vidim, da to bo treba neko novost spet malo razviti, neki nov način, kako se vključevati, kako se povezovati, kako, pomagati, kako ohranjati eno globoko povezanost ali pa jo še pač razvijati, ampak bo treba nekaj novega pogruntati, ker še ne vem točno, kaj bo ratalo. Sem pa prepričana, da bomo tule lahko našli skupne, ideje ali pa ene vezi, no. In babice ne izgledate več kot babice, a ne? Če bi se vi Ja. zdajle z vnučkom, vnukinjo sprehajali, bi marsikdo verjetno Ja, pomislil, to saj, je lahko pač bi bila tudi njen mami otrok, še, a ne? ne. Ja, Ja, tako. v bistvu skoraj. Ampak čudovito. Je zanimivo tudi, kako, a ne, v bistvu ta priprava na novo vlogo, a ne, je veliko heca naredila v družini. Tudi pri mojem očetu, ki je, tak, hudomušni jež je po skavtskem imenu tudi. In tudi res je hudomušen in navihan. Je takoj pesemco skoval, ker mu je tudi to, da je pradedek delal težave. Zanimiv je bil tudi meni občutek, da zdaj
Mi smo imeli vedno v družini stara mama in tudi moja mami je stara mama. Meni je bil pa pol ta izraz prav tuj. Ne vem, prav nisem se mogla nekako poistovetiti, ne počutim se stare, lahko bi sicer vzela kot tradicionalen naziv, tudi bi ga lahko, ne bi bilo nič narobe, no, ampak pa smo se na to temo toliko hecali, da smo začeli pol googlati pa raziskovati, tako da sem jaz kar babka. Babka? Ja, Evo. mož je pa dedko. No, simpatično. Tako da sva, bi rekla, tudi tukaj nekako tako dala, da sva ohranila moji mami, pa mojemu očetu. Naziv. Ja, naziv. Ja. Pa gre pol zdaj pa ena, bi rekla, tudi ena taka malo svežina, ena igrivost naprej. Tako da gre ena taka povezava med tradicijo po eni strani in pred neko svežino v naši pač družini, mislim, saj drugje je babka, mogoče nekaj značilnega, ampak v naši družini je tako, da se v bistvu ve, da se začenja ena mlada. Mlajša Ja. generacija. Kako sta pa vidva recimo doživljala to, da ste zdaj babka in detko, no? Kako je to na vaju vplivalo? A je to, kakšen občutek je? Tukaj je luškan, ne vem, meni je prav tako pocukran, luškan. Res pa je, no, mislim, to, da zdaj sva, a ne, ker to, kar sem pa zdaj, a ne, ni bila najenostavnejša pot do te vloge. Tako da, to je zdaj sicer že druga tema, ampak dragocena in bogata, tudi duhovno bogata in čustveno bogata in tudi zahtevna je bila pa tu izkušnja postati mlada mamica in imeti očka, tako da smo tudi tam se v bistvu povezali prek izgub, prek skupnega potem nekako žalovanja. Tako da zanimivo, no, in tudi dragoceno, ni vedno kar tako samo po sebi umevno, da lahko postaneš mami in oče, a ne, in tudi stara mama in star ata oziroma babka in dedko. Tako da v tem smislu še ena globja, taka prav globoka hvaležnost, ki je pa nama na neki način ni bilo treba čutiti, ker je bilo toliko samodejno, da sva zanosila zelo za mimogrede, z malo zapleti v resnici, glede na to, da imava 5 otrok. En splav sem sicer tudi jaz imela, ki mi je bil zelo zahtevna izkušnja. Zelo boleča, vedno je to zelo boleča in zelo žalostna izkušnja, ki pa je možno, da par res poveže prav v eni taki nemoči, globini in ti tudi lahko veliko da. Lahko te pa seveda, kakor vemo, tudi raztrešči, ampak na srečo v naši družini je to vedno povezovalno. Zdaj, vi ste zelo zaposleni in v strokovnem smislu in zasebno. Kje si vi sploh znate čas zase vzeti? Kako si ga vzamete? Kaj vas napolnjuje? Ena stvar, ki mene sigurno zelo dela veselo pa napolnjeno, je tudi že moja služba. Jaz mojo službo že, ali pa poklic bi rekla tako, vedno napolnjuje, vedno ga doživljam kot hobi. Zato, ker mi je toliko zanimiv in toliko lep in če se česa naveličam, kar ali dobim kakšno novo vabilo, se mi zgodi, ali kaj sama novega izumem na neki način, ali kakšno novo skupino ustanovim, ali kakšno izobraževanje, ali se pokaže kakšna nova možnost raziskovanja, ali kaj takega, a ne. Tako da služba, Bogu hvala, je meni res en prostor ustvarjanja, kreativnosti, no, saj to isto, ampak tako ustvarjanja nekaj takega, lepih dnevov, no, ne vem. Po drugi strani, tako kot sva se prej pogovarjali, pa tudi to, da to nekako vnašam domov, pa a ne kar nekako prepletam, res kvačkam tule nekako skupaj, no. Tudi kar veliko od doma delam, pa pol kdaj še kaj otrokom povem, ali pa ne vem, zelo posrečen je ratalo, zelo naravno izpade, no, zelo naravno. Ni tako, služba je nekaj, življenje je pa nekaj, in se mi zdi, da tukaj je velik tak bazen tega, da imam pol občutek, da mi, ne vem, kar stvari grejo, a ne. Zato ker, in tudi to je drug vidik, da res delam z veseljem. Tistega, česar nočem delati, tako kot sem že prej rekla, ker nisem narejena, da bom kar nekaj počela samo zato, ker je treba,
seveda je velikokrat kaj za narediti, pa je za projekt poročilo za narediti, pa mislim, marsikdaj, da ne bo zdaj tako izpadlo, da sem kar neka princeska in ne, sami škrati okoli mene plesajo. Ampak v grobem bi rekla, ena glavna vsebina pa je veselje, no, in to ti daje energijo, a ne, tako da tisto, kar pa za privat zelo rada počnem in vedno rabim, je pa kaj takega športnega, pa tako, no. Ja, to pa čutim tako mogoče sploh bolj v zadnjih letih, ker prej je bilo to itak bolj v povezavi z otroki pa družinsko, ampak smo zmeraj nekam frleli med vikende, ker tukaj ima tudi mož pa močno vlogo, ker pa res je zagledan, prav tako v smislu v gore, hribovje, tako naravo, tudi z vidika prav tako enega božjega stvarstva pa možnosti enega takega pomirjanja, prav en takega malo iskanja sebe znotraj te blagodejne tišine, lepote, tako. To sigurno on, pa so tudi moji starši pa jaz tako doživljali, ampak on mogoče še, bi rekla, globlje pa močnejše, bolj intenzivno. Ampak vidim, da v zadnjem obdobju, ko so pa otroci veliki, pa z njimi ne greš več, ne vem, nekam tako redno, a ne, pa vidim, da in tudi prav tako, če za nazaj razmišljam, sem pa šport pa zmeraj prav pogrešala, tako da če sem začutila, da sem pri sebi malo nemirna ratala ali pa malo nezadovoljna ali pa malo tako sitna, sva pa to zmeraj z možem si znala tako nekako skombinirati, da ni to jemalo niti časa družini, ampak da sva pa vseeno vedno si to zagotavljala, tako, ali kolesarjenje ali tek, nekaj, kar lahko skoraj od doma narediš, pa ti vzame pol ure ali pa 3/4. Velikokrat sva kombinirala, da ko smo šli na kakšen družinski izlet, kjer si pol prav počasi hodil na neko planino 300 metrov nadmorske, kar vemo, ni neki šport, a ne, prav, je recimo eden šel v eno smer s kolesom, mogoče 40-50 kilometrov, drug je šel pa mogoče nazaj ali pa drugič, ker tako sva nekako pletla to, da sva lahko eno tako kondicijo ohranjala. Malo improvizirala, Ja, da je bilo malo ja, za telo, malo za dušo ja. tudi. V kakšnem obdobju, ko sem pa jaz mogoče tako, tudi tako, da bi prav malo se skoraj spočil, pa meni v bistvu tek povzroča kot en počitek, a ne, tako. Sem pa pol v kakšnem obdobju tudi zelo to kombinirala kar z eno tako molitvijo, ko so bile kakšne take stiske, recimo, ko so bili več otrok naenkrat najstnikov, a ne. Eno obdobje sem imela tako rekoč 5 mladostnikov v 3 različnih fazah, a ne, ker je mladostništvo tako dolgo obdobje. In sem čutila, da potrebujem več tudi enega takega mogoče prav miru, da kaj premislim, pa tako v nekem takem, bi rekla, duhu, da se nekako priklopim tudi malo na Boga, a ne, tako. Pa sem pol to kar malo pokombinirala, to še zmeraj počnem, ali pa, a ne. Tako da kakšne take fore imam, no. Super, delujejo, očitno Ja, delujejo. meni to kar tako. Kako? Ne rabim pa tudi toliko veliko. Mogoče še to dodam. Nikoli nisem pa doživljala, da bi morala se trgati od otrok, ker sem doživljala kot veselje že biti z otroki. Tako da nikoli nisem imela onega občutka, ke velikokrat pri materah opažam, da bi prav hrepenel pol kar po nekem času zase, ki bi bil ločen od družine. Tega mi, hvala Bogu, ni bilo treba doživljati, ker jaz mislim, da je to ena milost, da sva z možem toliko uživala z otroki, in počela tudi stvari, ki so nama veliko pomenile in sva jih skupaj z njimi počela, da sva jih v bistvu tudi midva priklapljala na najine, bi rekla, nekako hobije, ali pa da sva jih pol tako sčarala, da sva še sama nekam urinila kolo ali pa kaj takega, ali pa kakšen tek. Tako da tega jaz nisem doživljala, a ne, da bi prav rabila čas zase, samo da se umirim. Zato sem bolj tako rekla, da bolj v smislu, če sem tako malo ali pa zelo rada sva šla z možem, tako ven na kakšno večerjo, da si pol tako res v miru poklepetal, ali pa kdaj sama zvečer s čelkami na sprehod ali pa na kakšno tortico. Hodila sva tudi zelo dolgo časa k patru Kristjanu na kakšne te skupine, ali pa, a ne, tako, na ta način sva si pol en tak čas. V resnici pa tudi v prvem obdobju, sigurno 10 let ali pa 15 hodijo otroci spat med 8 pa 9, midva sva oba ponočnjaka, tako da sva takrat pol vedno doživljala kot en svoj čas.
A ne tako v tem smislu, da malo mogoče širiš, no. Ja. Kako pa sprejemate staranje? Mislim, se to je taka beseda, hecna, Ja. ampak recimo, bliža se vaš Abraham, če sem prav prebrala, je res? Načrtujete že kakšno zabavo oziroma a vam pomeni to kakšen tak izrazit prestop ali namreč tako, a ne, kot družba se mi zdi, smo zelo obremenjeni s tem, Ja. koliko je nekdo star, v katerem obdobju se nahaja, tudi vizualno. Se recimo od žensk zahteva, da so vedno videti mladostne, sveže. Ja. A ne, vedno več je teh pritiskov, jih vi tudi kaj doživljate? Pritiskov je v resnici veliko, vidim, no. Moram pa reči, da jaz na te zunanje pritiske nisem toliko občutljiva, tudi pri drugih stvareh. Ampak je pa zanimivo, da en notranji proces se mi je pa začel dogajati, moram iskreno povedati, zato ker ne moreš, da se ti ne bi, ker začneš opažati, jaz sem res obdarjena z veliko energije in sem bila kar malo užaljena, da zdaj pa res sem morala priznati v zadnjih mogoče, ne vem, res enih 3 letih, recimo, da prav vidim, da moram se prej umiriti, ali pa mogoče kdaj prej v pižamo, že vsaj tako, ali pa mogoče pol ure prej spati, ali pa ne vem, ne ponoči še članka napisati, prav tako v bistvu malo resno vzeti, da naslednji dan pol težko preživim, ali me kar malo oči pečejo, ali kaj takega, ne. In vidim, da je to čisto en tak potreben proces, ki ga pa je najbolj, se mi zdi, lepo pa najbolj nežen do sebe, da ga v bistvu pri sebi začneš resno jemati. Jaz bi skoraj rekla, glede na to, da pač imam rada eno intenzivnost v življenju, da sem se skoraj hotela najprej malo sprenevedati, tako pomladostniško, kao da mene že ne bo, ne. Samo ni res, ne, seveda ni res. Pač in mi je zdaj, bi rekla, ke zdaj že en malo tak proces dajem skozi, mi je pa neverjeten lep občutek, koliko me mož miri pa crklja pa hvali pa ne vem, prav skoraj se malo lahko smejem, mislim, saj je, skoraj mi je malo nerodno, ker je tako lučkan, no. Tako, ne vem, in pol v bistvu ženska komot, pol nimaš težav, komot pol sebe sprejmeš tudi z, ne vem, neko kilo več ali pa z 1 uro več spanja ali pa z neposesano hišo, a ne, pač, ne vem. Če imaš doma nekoga, ke te pri tem podpre, razume, se iz tega heca, ti dopoveduje o lepoti, a ne, pol skoraj ne moreš, da ne bi verjel, da si še zmeraj lep, dragocen, ljubljen, a ne, tako. In prav to, da si drzneš v to verjeti, a ne, je nekaj, kar ti potem to staranje ničesar ne odvzame, ti kvečjemu daje, a ne, ker v resnici pol nove stvari odpirajo, ke se ti malo pri sebi umiriš. Zame je to sigurno en izziv, a ne, tudi tako se vse pomiriti pa kaj drugega pol. Je pa čas pol za kakšno knjigo ali pa za več pogovora, recimo tako, ali pa poslušanja kakšne glasbe ali pa otrok ali pa, a ne, jaz kar kdaj malo popoldne odždim, pa je kakšen od otrok doma, pa kaj klepetamo, a ne, pa to tako, če bi rekel, kaj si delal, nisi nič, ampak si v bistvu nekaj lepega pa vseeno ustvaril, mogoče bolj večnega, kakor če bi, ne vem, posesal ali pa nekaj kao. Recimo, Ja, ne. ja. Tako da mi je lepo, bi rekla, opazovati ta proces. Lahko rečem, da mi ga je lepo. Mi ga pa ni čisto na začetku bilo enostavno, tako. Kar je pa tudi naravno, ker pride do sprememb, ki so na neki način relativno hitre, najprej jih niti ne opaziš, pa že kar so, ne. Tako da je, no, tudi en zanimiv Je pa to zdaj. proces, a ne, to verjetno ni z danes na jutri. Ne, saj je res proces, ja, prav proces je, ja, prav zanimiv je, ker je tudi proces v bistvu, že to je del procesa, da čutiš, da so spremembe, pa jih še ne priznavaš čisto, pa v bistvu lahko še malo nateraš, pa se delaš, da jih ni, pa tudi še sfolgaš, ne. Pol pa pride obdobje, ke jih pa že moraš priznati pa sprejeti pa jih resno vzeti, a ne, in je pa to res toliko lepo, če lahko to v odnosu skupaj živiš pa na glas jamraš pa malo tako, ne. In je lepo. Jaz sem celo zdaj, ne, pri teh spremembah se prvič v življenju vključila v en tak ženski fitnes, ali kako bi temu rekla, neko telovadbo. In
to sploh ni nekaj, kar bi bil luksus za moje pojme, ampak sem nekako začutila, da je to nekaj, kar prav potrebujem, da bom lahko zdrava babka, zadovoljna, brez nekih bolečin v vratu, brez tega, da ne bom, ne vem, mogla več na kolo ali pa nekaj, kar rada počnem. In je neverjeten učinek. Zdaj že nekaj že leto pa pol približno hodim in vidim, da sem pogruntala ta pravi način naložbe, čisto bi rekla, tukaj pa res konkretno v svoje telo, ampak v smislu tega, da resno vzameš opozorila, ne vem, konkretno bolečine v vratu ali pa kaj takega, ali pa neke take mogoče vseeno malo zategnenosti, da pač poskrbiš tudi za telo. Prav zanimiva izkušnja mi je, no. Čudovito. Pa ne bi nikoli prej v fitnes šla, ker sem stokrat rajši v naravi, a ne. Ja. Ampak tam ne moreš brez ene, bi rekla, podpore strokovnjakov, kako se lotiti. Ne vem, meni se ne ljubi pol YouTubea študirati. Pol grem rajši, da mi kar direkt pove. O tem lahko bi pa tudi se drugače lotil, no. Zelo dober. Ja. Tudi dober Tako da nasvet, zanimivo, no. koristen. Ja, prav zanimiva izkušnja mi je, ki je čisto na nek način, se mi zdi, se tudi samodejno skozi prisluškovanje svojemu telesu pa svoji notranjosti, a ne pol pojav kot ena ideja. Meni je to idejo celo dala moja mlajša sestrica, ampak a ne pol jo lahko resno vzameš, pa ne kot neki, da boš hodil iz važenja, pa da boš neki kot boljš zgledu ali ne vem kaj, ampak čisto iz ene potrebe, ker čutiš, da je iskrena, nujna in je prav posrečen, no. Tako kaj takega naredim pol, a ne, na novo, tako. Super. Naložba, sej, a ne, naložbe Ja. so tako v telesno zdravje, kot tudi v duhovno. Oboje so pomembne, a V ne. resnici je povezan, zato ker če te skozi nekaj boli in pol si plačuješ fizioterapijo, kar sem jaz tudi si, a ne, je v bistvu začaran krog, namesto da bi obrnil ploščo in začel vlagati vase in se izognil fizioterapiji, mogoče še za nekaj let, a ne. Pa tudi kakšni slabi volji, malodušju. Ja, in tako seveda. naprej, a ne. Tako da zanimivo, no, Zelo kako smo dobro. res celostni, a ne, prav zanimivo je, ker vmes nekaj let lahko malo pozabiš na te stvari. A ne, tako, skoraj bi rekla, da v starševstvu se pol pojavi tudi malo eno tako počasnejše obdobje, a ne, ker pri majhnih otrocih noriš in nekako na noge postavljaš starševstvo, pol v najstništvu spet, a ne, tako en tak ruker, a ne. Pol pa recimo, ne vem, jaz nimam zdaj toliko intenzivnih dnevov, a ne, ke najmlajši recimo že v srednji šoli. No, on sicer še veliko rab, ampak drugi pa dva že ne živita več z nami, a ne, tako. In pol pride to obdobje, ne, staranja oziroma tako in spet vidiš, da so neke stvari za poštimati oziroma za na novo izumiti, ne vem. Super. Mora pa vsak zase pogruntati kaj, a ne. Enemu to ustreza, enemu druga stvar. Ampak je življenje tak neusahljiv vir, a ne, Ja, da se skozi nekaj dogaja, ja, res skozi nekaj je. žubori. Ja, ja. Mogoče še zadnje vprašanje, Andreja, kaj vam pomeni lepota? Kako bi vi definirali, kaj je to lepota za vas? A je to zdaj vezano na zunanjost, na dobro počutje, na neko notranjo naravnanost? Mogoče se celo lahko navežem že na to, kar sva prejle tako malo, da v bistvu je lepota tudi, jaz jo res tako doživljam, celostna, a ne, da če si mi drznemo verjeti, kaj si Bog o nas misli, a ne, in kako nas on doživlja in kako na nas gleda, da potem lahko tudi to lepoto vse preživimo in neprenehoma razvijamo. In moram reči, da prav ta nedokončanost v meni vzbuja neprenehen, torej neusahljiv izvir upanja, da si lahko tudi sam skozi lepši, noter, navzven pa tudi ohranjaš pol lepoto ali pa jo razvijaš, ne vem, to niti nisem toliko razmišljala, ampak a ne, v bistvu ta lepota je res celostna in najbolj dragocen je, če lahko in te božje oči, da si predstavljaš, kako te zrejo, tisto, kar pa čisto konkretno potem res pomaga vsakodnevno tudi to krepiti, je pa, da tudi doma lahko imaš ljudi okoli sebe, ki tudi v tebi vidijo lepše, kakor ti včasih verjameš, da si. To meni res ogromen da
ogromen pomen, vzbuja ogromne nehvaležnosti, omogoča tudi eno globino povezanosti potem, a ne, z vsemi temi ljudmi. To je siguren mož na prvem mestu, ampak tudi recimo moji starši, otroci. Tako da, in tudi vera v to, da nikoli ni dokončan, je tisto, kar te vedno dela veselega pa polnega upanja, in se mi zdi, da je to res nekaj takega, v kar tudi kristjani verjamemo, zaupamo. Je pa včasih to težko, ampak je za moj okus ta prava pot, ali tako, če bi rekla, a ne. Čudovito. Saj tudi ta najin pogovor bi medve lahko še nadaljevali, a ne? Ja, Lahko zagotovo. ne bi bil nikoli dokončan, a ne? Vedno so še kakšne misli, ki jih nismo izrekli, ali pa kaj, kar nismo ubesedili, ampak jaz se vam zelo lepo zahvaljujem za ta lep ženski pogovor. Mislim, da je bilo veliko navdihov, veliko lepega, kar sva si podelili, kar ste podelili z mano in z našimi gledalci, gledalkami. Tako da naj bo tudi vam v navdih. Hvala za vaše spremljanje, za oglede. Kakšen like nama podelite, a ne, Andreja? Tudi vam hvala za sprejem in za tako nežno voden pogovor tudi. Hvala lepa. Tako da se priporočamo za to, da podelite ta pogovor, kakšen komentar nama napišite. Vse dobro vam želiva in srečno.